krvjo k velikim duhovnikom in rekel: Kaj mi hočete dati, če vam ga izdam? Ti pa so mu plačali 30 srebrnikov. Odtlej je iskal priložnost, da bi ga izdal. Prvi dan nekvašenega kruha so prišli k Jezusu učenci in mu rekli: Dejal jim je: Pojdite v mesto k temu in temu in mu recite: Učitelj pravi, moj čas je blizu, nocoj bom pri tebi obhajal veliko noč s svojimi učenci. In učenci so storili, kakor jim je Jezus naročil, in pripravili velikonočno jagnje. Ko se je zvečerilo, je sedel z 12 knizi. Ko so jedli, je rekel: Resnično povem vam, eden izmed vas me bo izdal. Učenci so se silno užalostili in mu začeli drug za drugim govoriti: Se bo dajal? On pa je odgovoril: Tisti, ki je z menoj pomočil roko v skledo, me bo izdal. Sin človekov sicer gre, kakor je zapisano, in gori tistemu človeku, ki ga bo izdal. Za tega človeka bi bilo bolje, da se ne bi rodil. Juda, ki ga je nameraval izdati, je spregovoril: Učitelj, ali sem jaz? Dejal mu je: Ti si rekel. Medtem, ko so jedli, je Jezus vzel kruh, blagoslovil, razlomil, dal učencem in rekel: Vzemite, jejte, to je moje telo. Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in rekel: Pijte iz njega vsi. To je namreč nova kri zaveze, ki se preliva za mnoge v odpuščanju grehov. In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori. Tedaj jim je Jezus rekel: Povem vam, to noč se boste vsi pohujšali nad menoj, kajti pisano je: Udaril bom pastirja in razkropile se bodo ovce in črede. Peter mu je odgovoril: Se bodo vsi pohujšali nad teboj, se jaz ne bom nikdar pohujšal. Jezus mu je rekel: Preden bo petelin to noč še zapel, me boš 3-krat zatajal. Peter mu je dejal: Tudi, če bi bilo potrebno umreti, ne bom nikdar zatajal. Tako so rekli tudi vsi drugi učenci. Jaz se te držim.
Tedaj je prišel Jezus z njimi na kraj, ki se imenuje Getsemani, in jim rekel: Ostanite tukaj, medtem ko stopim tja, da bom molil. S seboj je vzel Petra in oba Zebedejeva sinova. Začel se je žalostiti in trepetati. Tedaj jim je rekel: Moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in bedite z menoj. In šel je malo naprej, padel na obraz in molil: Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, ampak ne kakor jaz, kakor ti želiš. Nato je šel k učencem in ugotovil, da spijo. Rekel je Petru: Tako, 1 uro niste mogli zdržati z menoj. Molite, da ne padete v skušnjavo. Duh je sicer boljan, a meso je slabotno. Spet drugič je šel in molil: Oče, ti veš, kaj je prav. Naj se zgodi tvoja volja. Ko se je vrnil, je spet videl, da spijo, kajti njihove oči so bile težke. Pustil jih je, spet odšel in tretjič molil z istimi besedami. Nato je prišel k učencem in jim rekel: Spite, zbudite se, kajti prišla je ura, ko bo Sin človekov izdan v roke grešnikov. Glejte, tisti, ki mi je izdal, se približuje. Ko je še govoril, je prišel Juda, eden izmed 12 in z njim velika množica z meči in koli. Poslali so jo veliki duhovniki in starešine ljudstva. Izdajalec jim je dal znamenje in rekel: Tisti, ki ga bom poljubil, tisti je, njega primite. In takoj je stopil k Jezusu in rekel: Pozdravljeni, učitelj. In ga poljubil. Jezus pa mu je rekel: Prijatelj, po kaj si prišel? Tedaj so pristopili in stegnili roke po Jezusu in ga prijeli. In glej, eden od Jezusovih spremljevalcev je iztegnil roko, potegnil svoj meč, udaril po služabniku velikega duhovnika in mu odsekal uho. Tedaj mu je Jezus rekel: Pospravi meč na svoje mesto, kajti vsi, ki primejo za meč, bodo z mečem pokončani. Mar misliš, da ne morem prositi svojega očeta in bi mi poslal več kot 12 legij angelov? Ampak kako naj se potem zgodijo pisma, da se to mora zgoditi? Tisto uro je Jezus rekel množicam: Dan na dan sem sedel v templju in učil, pa me niste prijeli. Sedaj pa ste prišli z meč in koli nadve kot nad razbojnika. Vse to pa se je zgodilo, da so se izpolnila pisma prerokov. Tedaj so ga vsi učenci zapustili in zbežali. Ti, ki so prijeli Jezusa, so ga odvedli k velikemu duhovniku Kajfu, kjer so se zbrali pismouki in starešine. Peter pa je šel oddaleč za njim do palače velikega duhovnika. Stopil je noter in
in sedel med služabnike, da bi videl konec. Veliki duhovniki in ves veliki zbor so iskali lažno pričevanje zoper Jezusa, da bi ga usmrtili, vendar ga niso našli, čeprav je pristopilo veliko krivih prič. Nazadnje sta pristopila dva moža in rekla: Ta je govoril, Božji tempelj bom podaril in potem spet se zidal. Tedaj je veliki duhovnik vstal in mu rekel: No, ne boš nič govoril, kaj ta da priča zoper tebe. Jezus pa je molčal. Veliki duhovnik mu je tedaj rekel: Protim te, pri živem Bogu, povej mi, a si ti Božji sin, Mesija? Jezus mu je dejal: Ti praviš. Toda poslej boste videli Sina človekovega sedeti na desnici vsemogočnega in potovati na oblakih neba. Bogokletje izrekel, ste slišali? Bogokletje! Kaj nam treba prič? Kaj pravite? Oni pa so odvrnili. Smrt zasluži. Tedaj so mu pljuvali v obraz in ga tolkli s pestmi. Drugi so ga udarjali in govorili: Velikujna Mesija, kdo te je udaril? Peter pa je sedel zunaj na dvorišču. Neka dekla je stopila k njemu in rekla: Tudi ti si bil z Jezusom Galilejcem. On pa je vpričal vseh tajil. Ne vem, kaj praviš. Ko je hotel skozi vrata, ga je zagledala druga dekla in rekla tistim, ki so bili tam: Ta je bil z Jezusom Nazarečanom. Spet je tajil in sicer s prisego. Ne poznam tega človeka. Kmalu na to so tisti, ki so stali tam, stopili k Petru in mu rekli: Zares, tudi ti si bil z njim, saj se tudi tvoja govorica stara. Tedaj se je začel zaklinjati in prisegati. Ne poznam tega človeka. In takoj je petelin zapel. Peter se je spomnil besede, ki mu jo je rekel Jezus: Preden bo petelin zapel, me boš 3-krat zatajil. In šel je ven in se bridko zjokal. Ko se je zdanilo, so vsi veliki duhovniki in starešine ljudstva sklenili, da bodo Jezusa usmrtili. Zvezanega so odpeljali in izročili upravitelju Pilatu. Ko je Juda, ki ga je izdal, videl, da so ga obsodili, se je skesal. Velikim duhovnikom in starešinam je prinesel nazaj 30 srebrnikov in rekel: Grešil sem, ker sem izdal nedolžno kri. Oni pa so rekli: Tedaj je vrgel srebrnike v tempelj, se umaknil ter šel in se obesil. Veliki duhovniki so vzeli srebrnike in dejali: Posvetovali so se in zanje kupili lončarjevo njivo za pokopališče tujcev, zato se tista njiva do danes imenuje njiva krvi. Tedaj se je izpolnilo, kar je bilo rečeno preroku Jeremiju. Vzeli so 30 srebrnikov, ceno ocenjenega, ki so ga ocenili nekateri Izraelovi sinovi. Zanje so kupili lončarjevo njivo, kakor jim je naročil Gospod. Jezusa so postavili pred upravitelja in upravitelj ga je vprašal: Si ti judovski kralj? Jezus je odgovoril: Ti praviš. Ko so ga veliki duhovniki in starešine obtoževali, ni nič odgovoril.
Tedaj mu je Pilat rekel, Ne slišiš, koliko pričajo zoper tebe? toda ni mu odgovoril niti na eno besedo, tako da se je upravitelj zelo čudil. Katerega hočete, da vam izpustim? Baraba ali Jezusa, ki se imenuje Kristus? So rekli, Kaj naj torej storim z Jezusom, ki se imenuje Kristus? jim je rekel Pilat. Vsi so dejali. Rekel jim je. Kaj vam tako, da ga stori? Oni pa so še bolj kričali. Ko je Pilat videl, da nič ne pomaga, ampak da hrup če dalje bolj narašča, je vzel vodo, si vpričo množice umil roke in rekel. Nedolžen sem pri krvi tega človeka. Vi gledajte. Vse ljudstvo je odvrnilo. Njegova tudi na nas in na naše otroke! Tedaj jim je izpustil Baraba, Jezusa pa da vpričali in ga je izročil, da bi bil križan. Upraviteljevi vojaki so tedaj vzeli Jezusa s seboj v sodno hišo in zbrali okrog njega vso četo. Slekli so ga in ga ogrnili s škrlatnim plaščem. Iz trnja so spletli krono in mu jo dali na glavo in trst v njegovo desnico. Poklikovali so pred njim, ga zasmehovali in govorili. Pozdravljen, ljubovski kralj! In pljuvali so ga, mu vzeli trst in ga z njim tepli po glavi. Potem, ko so ga zasmehovali, so mu slekli plašč, ga oblekli v njegova oblačila in odvedli, da bi ga križali.
so prišli na kraj, ki se imenuje Golgota, kar pomeni kraj lobanje, so mu dali piti vina, pomešanega z žolčem. In poskusil je, a ni hotel piti. Ko so ga križali, so si razdelili njegova oblačila, tako, da so žrebali. Sedeli so in ga tam stražili. Nad njegovo glavo so dali napis o njegovi krivdi. Ta je Jezus, judovski kralj. Tisti pa, ki so hodili mimo, so ga sramotili, zmajevali z glavami in govorili: Ti si govoril, da si Božji sin, stopi sedaj s križja in reši sam sebe. Podobno so ga zasmehovali tudi veliki duhovniki s pismouki in starešinami ter govorili: Druge je rešil, sebe pa ne more rešiti. Izraelov kralje, naj stopi zdaj s križa in bomo velovali van. Zaupajo v Boga, naj ga zdaj reši, če hoče. Saj je rekel, Božji sin sem. Enako sta ga sramotila tudi razbojnika, ki sta bila z njim križana. Ob 6. uri se je stemnilo po vsej deželi do 9. ure. Okrog 9. ure je Jezus zavpil z močnim glasom: Moj Bog, Zakaj si me zapustil? Ko so nekateri, ki so tam stali, to slišali, so govorili: Ta kliče Elija. Brž je slikal eden izmed njih, vzel govo, jo napojil s kisom, nataknil na drst in mu ponujal piti. Drugi pa so govorili: Pusti ga, poglejmo, če ga pride Elija reši. Jezus je spet zakričal z močnim glasom in izročil duha. In glej, zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tala. Zemlja se je stresla in skale so se razpočile. Grobovi so se odprli in veliko teles, svetlih, ki so zaspali, je bilo upojenih. Po njegovi obuditvi so šli iz grobov in prišli v sveto mesto, ter se prikazali mnogi. Ko so stotnik in ti, ki so z njim stražili Jezusa, videli potres in kar se je zgodilo, so se silno prestrašili in govorili: resnično, ta je bil Božji sin. Bilo pa je tam mnogo žena, ki so gledali oddaleč. Od Galileje sem so hodile za Jezusom in mu strele. Med njimi so bile Marija Magdalena in Marija, mati Jakobova in Jožefova, ter mati Zebedejevih sinov. Ko se je zvečerilo, je prišel bogat mož z Arimateje, Jožef po imenu, ki je bil tudi sam Jezusov učenec. Vstopil je k Pilatu in prosil za Jezusovo telo. Tedaj je Pilat ukazal, naj mu ga izročijo. Jožef je telo vzel, zavil v kos čistega platna
in ga položil v svoj novi grob, ki ga je bil vklesal v skalo. Ko je hodil v grob zavalil velik kamen, je odšel. Bili pa sta tam Marija Magdalena in ona druga Marija in sta sedeli nasproti grobu. Drugi dan, to je po dnevu pripravljanja, so se veliki duhovniki in farizeji zbrali pri Pilatu in mu rekli: Pozdravljen, Gospod. Spomnili smo se, da je tisti slepar rekel, po 3 dneh bo spet vstal. Pošli svoje vojake strašiti grob, da ne bojo njegovi učenci spet nas prevarjali, ker to je bila večja prevara kot tista ta prva. Pilat jim je rekel: Saj imate stražo, bodite in zastražite grob, kakor veste. In oni so šli stražo in zavarovali grob tako, da so kamen zapečatili.